moja najboljša primerjava je pač, je to ravno tako, kot če bi nekdo vprašal, koliko je hitrost tvojega kolesa, ne? Kako ga lahko ti se trenutku poganjaš. Sam vi kar dobro poganjate. Ups, kako je to Dobro poganjate kot če bi nekdo vprašal, koliko je hitrost tvojega kolesa, ne? Ja, no, ampak ste se popravili, to je najbolj važno, ne? Sam vi kar dobro poganjate za tale rusko-ukrajinsko. Kako je hitrost tvojega kolesa, ne? Ja, no, ampak ste se popravili, to je najbolj važno, ne? Sam vi kar dobro poganjate za tale Lep pozdrav z redakcijo Financ. Moje ime je Marija Milik, sem revije Moje finance. Z nami je Češko, drugo obveščeni rav z redakcijo Financ. Moje ime je Marija. Lep pozdrav, gospod Češko, hvala, da ste prišli. Preden se lotiva teh vprašanj, kako do vseh teh milijonov in do uspehov, bi rada povabila tudi gledalce, da se nam pridružite, pošljite vprašanja. Bogato vas bomo tudi nagradili. Imamo 3 izvode revije Menedžer, najbogatejši in 5 digitalnih naročnin na revijo Moje finance. Gospod Češko, kako ste dan potem, oziroma danes se izide revija Menedžer, danes je že celi Sloveniji znano, da ste drugi najbogatejši, 300 milijonov so ocenili vrednost vašega premoženja, 451 vrednost celotne družbe Studio Moderna. Tako kot vsak dan. A vas te številke, kako vi razumete te številke? To pač vzameš kot neko indikacijo nekega okolja, kako te pač spremlja, kakšno mišljenje ima o tebi, o tvojem poslovanju, od tisoče teh indikacij, ki jih pač dobivaš od tvojih bank, od tvojih kupcev, od tvojih partnerjev. To je samo ena mimogrede. Ja, to je ena od pač čistih pogled okolja. Ampak tako nekako se mi zdi, da novembra pa vsem pričakujete to lestvico. Po pravici povem, če me ne bi novinarji spomnili, verjetno se ne bi spomnili. Ne bi se spomnili, ne. Ampak me novinarji vedno opozorijo za kakšne izjave. Preveč je druge dinamike, da bi se človek ukvarjal s temi zadevami, ker pač to dejansko je neka indikacija, kako neko okolje gleda na te in na tvoje pač poslovne uspehe. Bolj zanimivo je to, koliko je nominalno, kako ocenjujejo, recimo kako v primerjavi s prejšnjim letom in tako naprej. Če bi recimo, se veste, obstaja analitiki, ki ovrednotijo podjetja, tudi tik pred prodajo, bi verjetno upoštevali tisto oceno analitikov, ker drugače te ocene stanejo tudi po 6, 7, 10 tisoč evrov. Tukaj pa v bistvu dobite za ston, ne? Poglejte, jaz nisem nobene ocene naročil pri nikomor. Ta ocena ali zastojna ali je plačana, ne pomeni nič, pač ker edina cena, ki se realizira, ki se realizira na trgu, jaz sem jo 2-krat realiziral pri prodaji manjšinskega deleža in to je to. No, zdaj, ko omenjate prodajo manjšinskega deleža, jaz sem se tukaj majčkeno vtaknila v eno številko, 51 milijonov evrov naj bi prejeli kupnine za 10% delež družbe. Kaj ste naredili s temi milijoni? Prvič, ta številka ni točna, nobena od teh številk, ki ste jih omenila, ni točna. Kar se pa tiče s temi milijoni, ki sem jih pač iz te kupnine dobil, so šli pa vsi nazaj v biznis, niti cent ni šel v luksuzne dobrine. No, ko zdaj omenjate luksuzne dobrine, vedno pravite, da živite zelo skromno življenje. To nisem nekoliko skromno, ampak normalno. Normalno? Kaj je točno normalno? Zdaj ta definicija normalnosti je tako. Jaz ne vem, kaj je normalno. Ja. Recimo, normalno za pač nekoga, ki ima neko premoženje, normalno v tem smislu, da nimam niti ene luksuzne dobrine, imamo hišo, stanovanjski objekt, ki je v redu, komforten, ni pretiran, ni pa ne vikenda, ni vile, ni jahte, ni dragih ur in nobenih stvari, s katerimi se ljudje izkazujejo svoj statusni simbol, niti ene. Slovenci zelo radi izkazujemo statusni simbol z avtomobili, ne? Vi ste mi omenili, da imate 7 let starega Cayena. Ja, sem 7-8 let star Cayenne, dober avto. Jaz menim, to pač imaš dober avto, če si ga lahko pač prvošiš. Poje neko varnost, neko zanesljivost. Čeprav to ni več garancija, da je dobra znamka, je dejansko tudi ti da najboljša zanesljivost, ampak vseeno, pač to so še neke stereotipe veljajo, v kateri sem pač v jaz pristal. Ampak avto, dokler dela, nisem nobenega avtomobila premenil, dokler ni dejansko se začeli pojavljati vrsta napak
In mislim, da je ta avto zdaj star 7-8 let. Veste, kaj me vedno zanima? Kadarkoli se midva dopisujeva, ste nekje v tujini. Predvidevam, da zelo veliko potujete. Kako pa potujete? Potem z letali. Z letali. A torej porezervirate tako po običajni poti ali imate svoje letalo? Jaz nimam svojega letala, ker to nima smisla. Jaz nimam tajnice, ne? Nikoli nisem imel 70 zaposlenih, tako da edino letalske karte rezerviram preko agencije, ampak jaz direktno z agencijo, ki dela pa 24 ur. Hotele si sam rezerviram preko spletne strani, pogledaš cene in pač. Iščete ugodne cene ali rezervirate tudi kakšno tako malo bolj nobel zadevo? Ja, nobel zadevo po ugodni ceni. Je pa vse mora biti neka kombinacija ta prava, ne. Pač preš spletno stran, tam imaš vse ponudbe in dobro, one so tudi dobre ponudbe za relativno ugodne cene, s dobrimi ponudbami se vedno najde kdo, ki pač ima nekaj več prostora na razpolago in pač da po neki nižji ceni in običajno to prevaga. A to spite po hotelih, a mogoče tudi kaj prek Airbnb-a testirate? Ne, nisem še to, sem želel, ampak nimam časa se prilagoditi na nek nov sistem, ne. Dokler ti en sistem funkcionira, si navajen na njega, si v tistem sistemu, ta sistem ima neka nova pravila igre in nimam se časa učiti teh novih pravil igre, čisto po pravici povedano. Niti ne potrebujem stanovanja, potrebujem sobo, nek osnovni servis, tam pač, kjer prideš in ta sistem poznam in zdaj bi se moral prilagoditi in naučiti na nov sistem, dokler mi ta sistem funkcionira, ne bom zamenjal. Zdaj, ko omenjate pravila igre, ne? Tudi poslovno so se pravila igre mogoče majčkeno spremenila. Ne? Vsak dan se zelo močno spreminja. Ampak recimo s prihodom kriptovalut in te kriptoekonomije, ne? Tudi podjetniki zdaj mogoče majčkeno drugače funkcionirajo in tudi konec koncev iščejo svoj začetni kapital. Ne? Zdaj izdajo pač nek žeton in milijoni in kar padajo dobesedno v žep. Ne? Kako vi gledate na te načine financiranja preko crowdfundinga, temu se reče initial coin offering? Ja, mislim, zdaj, same kriptovalute nisem strokovnjak za to področje, niti nisem v njih še nič posloval. Ponovno z istega razloga pač imaš nek ritem, v katerem pa želaš in dokler ta sistem funkcionira, ne spreminjaš, še ni nujno. Je pa to podobno, kot je bil začetek, recimo, ko se je pojavila prva spletna prodaja, začela uporabljati internet. To je seveda začetek nečesa novega, ki bo čez par let verjetno dominantno in bo zrušil pač stari sistem, ki je neučinkovit. Je pa danes težko vedeti, kdo od teh bo novi Amazon, kdo od teh bo novi zmagovalec. In tu je potrebno pač nekaj sreče, moče nekaj znanja, zato ne vlagam in še niti ne uporabljam, se pravim, ker ni še na dovolj točkah to razpolago, da bi pa to standard hobija delo, trenutno pa še ni. Čeprav bomo tudi mi morali začeti verjetno kmalu ponujati proizvode v kriptovalutah in tudi to nas čaka. Ne? Se pravi, razmišljate v tej smeri? Ja, razmišljamo, ja. In, ni treba, da si prvi vedno med prvimi, ni nujno, ne? Ampak ko določen potreba na trgu se pojavi, ko se nek obseg pojavi, takrat pa pač se moraš biti pripravljen, s temu pridružiš. Kako pa, a ste si mogoče kaj pogledali tole lestvico? Ne, nismo sploh. Ne. Na lestvici sta zelo visoko tudi dva kriptomilijonarja. Vi ste gradili podjetje 25 let, recimo ona dva konkretno sta v parih letih. To je lepota današnjega sveta, da pač se stvari premikajo, v digitalnih svetu se stvari bistveno hitreje premikajo in to je tudi, bom rekel, izjemna priložnost za mlade generacije, ne. Že meni je uspelo stvar, so rekli, recimo nek sistem poslovni, kar je prej trajalo mogoče več generacij. Ne? Zdaj ta spremembe samo pospešujejo eksponencialno hitrost, kajti v digitalnem svetu v bistvu ni več nobenih teh fizičnih ovir, kot so bile v tistem svetu, še katerem tudi mi funkcioniramo. Ne? In to je tista priložnost, zdaj za vse mlade generacije, vse prihajajoče, kajti prvič v zgodovini civilizacije ni več potrebno prisvajati ko se reče, teh tangible, opredmetenih komponent, se pravi, včasih bila to zemlja, ali živina, ki si jo pasil, tovarne, ki si jih moral pozidati, računalnike, ki si jih moral narediti in tako naprej.
vedno je bilo nekaj tangible, za kar si rabo kapital ali pa fizično silo ali pa se moral vojskovati. Ne. Prvič v zgodovini človeštva je vse, kar potrebujemo za prihodnost, v bistvu že sezidano, že postavljeno, že funkcionira. Ne. In zdaj je igra v tem, da vse ti aseti, vsa ta sredstva, ki obstajajo fizična, ne si bodo tovarne, ne si bodo avtomobili, ne si bodo hoteli, oblačila, naše dobrine, ki jih imamo doma v stanovanju, kako jih bomo uporabljali. Ker to je v bistvu ekonomija. Način, kako ljudje si izmenujemo sredstva, ki jih rabimo za svoje življenje. In danes imate vi že, recimo, nam 10 let ni treba nič kupiti, pa bomo imeli dovolj vsega in obleki in tako naprej, verjetno, če bi šli z tega vidika pogledati, če je bilo to modna muha. Ne? In danes imate vi že podjetja, ki skrbijo samo izmenjavo dobrin. Recimo, jaz rabim mašino za zvrtati luknjo v steno in ne bom šel kupiti, ampak bom v svoji skupnosti vprašal, kdo mi lahko posodi. In potem jo plačam tisto toliko, kot se mi zdi vrednost te mašine. In tako naprej. Vse ta zdaj poteka izmenjava in drugi način uporabe. Gremo iz kvantitete v kvaliteto tega, kar smo že naredili. In zato ni potrebno se pravi nič zidati. To ni potrebno niti velik kapital. In zato imajo mladi priložnost pred nami, ki še vedno moramo nekaj opremljivega imeti, ne? da iz tega nekaj naredimo. Oni pa samo uporabljajo to, vaša generacija to uporablja na nov način in ustvarja neko novo vrednost. In to na bistveno hitrejši način, kot mi, ki smo morali to zidati. Rečemo. Ko omenjate te začetke, pa ta kapital začetni, koliko ste pa vi potrebovali začetnega kapitala leta 92, ko ste zaštartali podjetje? Ja, nekaj malega sem imel sam, nekaj sem sposodil, v bistvu se mi zdi 30,000 mark, zato da sem posnel pač prvi spot in da sem zakupil prve spote na televiziji. In to je bila tista inicialna investicija, ki se je na srečo obrnila profitabilno in potem smo počasi sem zidal. In potem jaz sem recimo že za razliko od nekaterih drugih trgovcev, sodimo tudi v tem fenomen, da sem zgradil firmo od nič do recimo 400 milijonov evrov, brez da smo kakršenkoli kapital zaradi tega morali dvigati. Ni veliko podjetij v svetu, ki so zasta od nič do 400 milijonov, da niso to naredila z neko obliko kapitalizacije. In vedno sem pa vlagal samo v mehke komponente, intangibles. Se pravi, najprej v ljudi, potem v IT, da oborožiš ljudi, in pa v inovacije, vse mehke komponente, iz katerih smo potem znali delati posel. Omenili ste, da ste imeli srečo. Ja, seveda, brez sreče ni nič. Mislim, sreča je bila velika. Da je prišel prijatelj, pa me je prepričal, da sem začel prodajati kozmodisk. Da se je pojavila ameriška televizija tu in so me prepričali, da smo začeli s teleshoppingom, katerega nisem hotel začeti delati. Da so bili zadovoljni z nami, pa so nas povabili, da smo šli v tujino. Mi nismo imeli, jaz nisem imel nobene vizije, nobenega dolgoročnega plana, nobene strategije, dokler tam od prvih 5 let. Zdaj to imate, predvidevam. Ja, zdaj seveda, moraš malček malce razmišljati bolj strateško. Zdaj o teh strategij, oziroma greva pogledati, če mečkam te izdelke, ki jih ponujete. Omenili ste, da morajo biti taki, da jih lahko uporabljaš, se pravi praktični. Konec koncev tudi vaš asortiman kaže. Ni nujno so praktični. Ne. Veliko me je presenetilo, da recimo zelo praktični izdelki, pa zelo koristni izdelki, ki nismo pričali, da bojo morali biti uspeh, niso bili uspeh. Recimo bug pojoča ribica je bila pa super uspeh. Tudi z Bugifiša. Bugifiš, ja. Poglejte, ljudi nikoli ne veš, kaj potrebujejo. In ljudje nismo popolnoma racionalna bitja. Če ti zavlješ neko čisto psihološko potrebo, zadeneš na neke gumbe, ta prave, ni ni racionalno. Potrošnjo je zelo malo racionalnega. Potroška ekonomija ne bi obstala, če bi temeljila na nekih bilo katerih racionalnih predpostavkah. Zato je pri nas edino, kar velja, če razmišlji, test. Zato imamo seveda veliko količino neuspešnih proizvodov, ki jih seveda vi ne vidite, ker si jih ne zapomnite, ker so zelo kratek čas na televiziji. Manjšina je uspešnih, manjši del je uspešnih. Ko menjate, ki so na televiziji, se pravi, še vedno je to ta medij, ki je recimo za vas konkretno. A ste mogoče kaj razmišljali, da bi šel stran televizije, mogoče ponudil? Še ni dozorelo. Poglejte, največji
klient, partner največje agencije na svetu je kdo? Google. Se pravi Google tist, kamor... Ne. Google uporablja še vedno klasično agencijo WPP. Je njen največji klient po budžetu. Razumem, ja. Prav, online igravci, online firme še na veliko uporabljajo danes televizijo. Zanimivo. Jaz se vidite celo po glasu recimo na televizijah, ki recimo propagirajo kaj so spletne strani ali Trivago ali modne strani in tako naprej, ki so čisti pure internet igravci. Ker mi načeloma tako gledamo, da splača se biti na Googlu, splača se biti tam nekje med top zadetki, ne? Mi smo vse posod. Mi smo na vseh medijih. Bistvo je to, da ti razumeš, kaj ti medij prenaša, kako medij funkcionira in več teh, ko rekel, touch points, ki jih pokriješ, ne? Tako v komunikaciji kot v distribuciji, več možnosti imaš, da boš uspešen. In kajti cilj igre je ta convenience, se pravi, da mi za kupca ustvarimo okolje, v katerem ni treba veliko razmišljati, ampak lahko kupi naš proizvod ali pa je v interakciji z nami na bilo kateri platformi, ki je njemu najbolj blizu in najbolj sprejemljiva. Poglejva, če ima kakšno vprašanje. Kakšen je vaš pogled na kriptovaluto kot dolgoročno naložbo? To vas sprašuje Urh Štupar, ki mu bomo tudi podarili menedžer najbogatejši. Najlepša hvala za vprašanje, kar pošljite nam še kakšno. Mislim, dolgoročno je to sigurno, kriptovalute bodo šle samo navzgor. Vprašanje pa je, kot se rekel, je, kdo bo Amazon, kdo bo Facebook, kdo bo Google. Google ni bil prva search mašina, ne? Facebook ni bil prva ta komunikacijska platforma, ne? Social media in tako naprej. Ni Microsoft bil prvi, ki je se pojavil z internetom, dolgo časa ga ignoriral. Tako da danes je seveda kratkoročno bo že mnogo profitiral, ki bo uspel seveda zadeti tistega, ki bo jutri zmagovalec, kot so tisti, recimo, ki so stavili na Bitcoin. Je pa seveda 100 takih, ki so neuspeli. Če bi pa razmišljal o tem, ali grem v ta trend, ali dam en del denar v ta portfolio, bi ga vsekakor dal. Do tega koraka pa še niste prišli? Ne, osebno še ne. Osebno imam toliko svojih lastnih projektov, da gre vse v moje lastne. Ko govorite o teh projektih vaših, ne, v bistvu to je kar precej tvegana stvar, ne? V bistvu ste zelo nagnjeni k tveganju. Ja, niste ravno konzervativni vlagatelj, ne? To je tiste adrenalin, ki me ženejo. Se pravi, te tvegane naložbe. Dajte kakšno opisati ali pa, ne vem, predstaviti. Recimo pa, da je bila neuspešna, tista, ki vam je povzročila največ prgavic, glavobolov. Poglejte, stvari grejo tudi naokrog, ne. Recimo, trenutno, če bi moral zdaj črto potegniti, je recimo moje zložljivo kolo, ki je eden mojih najljubših produktov, ne, neuspešen, ne. Milijoni so šli v razvoj tega kolesa, ampak kaj sem naredil? Recimo, to je tisto, kako moraš revolucionirati stvari danes, da so uspešne. Ne? Jaz se rečem, da imamo najboljše zložljivo kolo na svetu. To ni dovolj. Zaradi, ker revolucioniral sem kolo samo, ampak da bi to kolo bilo uspešno v prodaji, bi moral revolucionirati še cel distribucijski sistem. In v tem distribucijskem sistemu sem obtičal, zaradi tega, ker sem v tem distribucijskem sistemu samo z enim kolesom, zaradi tega, ker če bi pristal na te cene, ki jih ta distribucija zahteva, bo to kolo predrago in tako naprej. Ne? Online je pa še premehen, da bi lahko bili tam uspešni. In trenutno zdaj iščem neke druge poti, še vedno nisem čisto bupo, ne? Ampak trenutno je neuspešen. Če zdaj potegnemo, pa cela vrsta drugih stvari, tudi v spletnih stvari in tako naprej, katere sem investiral v Kanadi in tako naprej, ni šla skozi. Na to vaše kolo ste tudi, vam je nekako malo promocije naredil tudi sam Clinton, ne? Ja, tudi. Pa tudi ni pomagal. Ni pomagal, seveda, moraš vse od A do Ž včasih revolucionirati celoten sistem, ne? Ni dosti samo en element, en kolešček v tem sistemu, ne? Ampak recimo Slovenci smo zelo nostalgičen narod in recimo, ko menjate kolo, se je spomnil na Poni. Mogoče ne samo tisto distribucijo, mogoče bi še kakšno drugo stvar mogli spremeniti v mogoče marketinškem pristopu pri promociji. Ja, seveda, veliko stvari nismo naredili dovolj dobro, da bi prepričali kupce, da bi se odločili za nas. Zanimivo je pa to, da so
pokupili vaš Bugifish. Ja, ni racionalnega sistema, ker potem bi bilo tudi dolgčasne v tej ekonomiji. Evo, dobili smo še eno zelo zanimivo vprašanje od Tomaža Kosa. Zanima me, kako se vam spreminja starostna struktura kupcev in kako nagovarjate mlade pod 30 let? Ja, starostna struktura se ne spreminja tako hitro, kot bi si želeli. Čeprav se nič ne pritožujemo nad našo sedanjo starostno strukturo, je pa seveda treba tudi pridobiti mlajšo generacijo, tista, ki bo jutri imela največjo pomoč kupno, ki bo jutri največjo potrošila. Delno s tem, da smo šli v nakup ličil, zelo ta Pink Panda, ki zdaj ima najmlajšo populacijo, najstniško, in seveda odpira se tudi preko novih kanalov, danes predvsem mobilnega oglaševanja, se ti odpira postopno tudi mlajša generacija. Naprimer, pri nas v Angliji danes večina nakupov našega vzglavnika, 70% se opravlja preko telefonske mobilne aplikacije in je v bistvu mlajša generacija ljudi, mlajša struktura ljudi, ki to kupuje. Bi si pa želeli, da bi imeli bolj čarobne formule, kako prodreti v ta prostor. No, ravno v mobilnih aplikacijah bomo pisali zdaj v mojih financah, imamo naslovno temo, ker dejansko se uporablja. Vsi imamo pametne telefone in tudi zelo veliko Slovencev uporablja. Jaz imam še Blackberry. A res, kaj? Zelo veliko Slovencev vseeno uporablja tudi aplikacije. Vi tudi kakšno uporabljate? Imam aplikacijo. V aplikaciji imam nekaj na iPhoneu, zaradi tega imam iPhone. Se pravi, 2 telefona nosite sabo. Ja, 2 telefona. Tu mi najpomembnejša mi je Nike, kar se tiče za tek. Ja, pa pol, kaj je še Uber, aplikacija Booking. To je to. Ostali so pa tiste, ki so mi zdi. Kaj pa kakšna finančna? Ne. Z banko, mobilno, nimate mobilne banke? Ne, to pa se žena opravlja. Jaz z denarjem ne mega opravka. Jaz moram denar narediti. Ona pa potem razporeda. Skrbi za družino to, da je. A veste, da ima Ne Warren plačam Buffett... nobenih računov, nič. Nič ne veste. Nimam pojma. Veste, da žena od Warrena Buffetta... Niti dohodnine še nikoli nisem bil izpolnil. Ne, je to zakonito, ne, ampak... Vse žena zrihta. Warren Buffett, žena Warrena Buffetta je vsako jutro naštimala, ja, mislim, da potem partnerka njegova, je vsako jutro naštimala denar za zajtrk in to je bilo, ne vem, $3, nekaj takega, in je šel v McDonald's jest, ne. Tako da ja, žene pač to počnejo, ne. Ste bolj nadarjeni za to pa ženskega. A žena tudi mogoče uporablja kakšne aplikacije? Ona ima kakšne aplikacije. Uporablja? No, evo, super. Poglejva, če imamo še kakšno vprašanje. Ja, zdaj se kar lepo prosim, kar pošiljajte vprašanja. Alja Virient sprašuje, ali je za uspeh pomembna dobra ekipa, ali je odvisno od vodje, kako zna tudi iz slabe ekipe narediti dobro, oziroma ali je od vodje odvisno, ali bo znal druge motivirati. Gospa Alja, tudi vi ste se zaslužili. Ja, odlično vprašanje, to je ključno vprašanje, to je vprašanje vseh vprašanj, kajti danes se pravi je na razpolago, je denar na razpolago, kapital, več kot ga je kadarkoli bilo, vsa sredstva, vse obstaja, mora pa obstajati ta prava ideja, videnje, projekt, predvsem pa izpeljava te ideje in to je lahko samo tim, to je predvsem veliko bolj uspešno v timskem delu. In zdaj, ali si srečemo, da dobiš ta prave talente, če nimaš takšne sreče, potem seveda je tudi treba narediti, in tukaj se veliko iz športa lahko tudi učimo, kako narediš tudi recimo, ne najboljših talentov, ne super genijov, tudi jaz sem smatram, da sem kak super genij, kako narediš dobro ekipo, kako motiviraš, da ljudje delajo, ker treba stvari danes, fajn vrteti, testirati, okrog obračati, in če imaš to vztrajnost, ni ena velika ideja rešitev. Velika ideja je inspiracija, ampak vsaka velika ideja se bo 100-krat na glavo postavila, preden boš prišel do ta prave rešitve. In rešitev se vedno zna najditi, je pa treba stvari se pravi zlagati, obračati in tako naprej na Rubikovo kocko. In tukaj z eno dobro ekipo, ki ni nujno, da je najbolj genialna, mora pa biti motivirana, mora verjeti v stvar, mora verjeti v neke sanje, mora verjeti v tim, v to, da pač uživa v tistem, pač kar dela, in se da narediti marsikaj. Kakšen vodja ste pa vi? Kako? Kakšen vodja ste vi? A ste
motivacijski, bolj tak tiranski, ne vem. Poglejte, to je osnovna izjava, enkrat nekim mojim finančnim investitorjem je rekel, da je to najboljša izjava, kar je slišal. Ker vedno se sprašujem to, ali so nekdo diktator ali demokrat. Ne? In potem poskušajo v številne knjige vedno prikazati, kako je nek demokratični model vodenja bolj uspešen. Večina podjetij, ki so zelo uspešna, so vodili diktatorji. Ne? Pa če vzamemo od Apple, kar vzamete, Apple, pa do Volkswagena, Ferdinand Pich, ne? To je bilo vse totalno diktatorstvo, ker so jih vodili ta podjetja, ljudje, ki dejansko imajo vizijo in potrebujejo okrog sebe samo vojsko, ki to vizijo zna izpolniti in ki se zna to vizijo uživeti. Ne? Zdaj, če zame rečem, sem rekel tako, sem že povedal, vizionar nisem, ampak kadar imam dobro idejo, takrat sem diktator. Kadar sem pričal to dobro idejo, da imam ta pravo idejo, takrat sem diktator. Takrat pač morajo vsi poslušati in se postorijo. In gre z glavo skozi včasih, ni vedno to nujno najboljše. Ne? Ko pa nisem pripričan, da imam ravno najboljšo idejo, takrat sem pa sama ušesa in takrat sem zelo demokratičen. Aha, se pravi, potem kako vam paše, ne, oziroma... Ne, kako ti paše, kako verjameš, se pravi, kako si prepričan v to. Če si zelo prepričan, potem sem bolj diktatorski. Če nisem tako prepričan, sem bolj prepričan poslušati. Sem pa vedno pa inspiriram, da poskušajo moji sodelavci in kdorkoli drugi ubiti naše ideje. Moje idejo. Ker ti to je najtežje. Ker ti ta brainstorming, ki je zelo popravljen, to je vse fajn pa lepo, ampak ljudje imajo cel kup idej in fino in tako naprej, pa ne vemo, kaj s tistimi idejami narediti. Ne? Ampak bistvo je to, kako med tistimi idejami, ki ti zelo enostavno sporočajo, kako boš ti izluščil eno, ki je ta prava, ena, katero je vredno investirati, eno, katero je vredno ta čas porabiti. In to vedno poskušam inspirirati ljudi, ljudje se pa ne želijo zameriti. Zato ne bodo nekoga recimo kritizirali, ker se ne želijo nekomu zameriti, jaz kritiziram danes vašo idejo, potem bom vedel, potem predpostavljam, jutri boste pa vi mene napadla, z mojo idejo. Če pa smo jaz danes prijazen do vas, boste vi jutri prijazna do mene in tako naprej. Ta trade-off, ki pa ni produktiven v enem laboratoriju. Ne? In zato je zelo potrebno, da je okolje, da vzame to profesionalno in da poskušamo ideje uničiti tukaj noter v laboratoriju, ker je bistveno cene kot pa konjih okolje. Mi zdaj poskušamo tudi pri tem, kaj delamo. Ne? Smo eno prvih podjetij, ki je, pa ne poznam nobenega drugega trenutno, ki ima Customer Advisory Boards. Kajti danes se stvari tako hitro spreminjajo in pa tako so nekako senzitivne, da že niti laboratorij, niti najboljši talenti v podjetju nisi čisto najbolj siguren, ali imaš ta pravo proposition, ta prav predlog za kupca, ali ga nimaš. In mi že vključujemo tukaj Customer Advisory Boards, ki nam pomagajo, tu so naše stranke, ki jih redno vabimo, da povejo kritično oceno o tem, s čem niso zadovoljne in kaj bi morali izboljšati. Verjetno prejmete kar nekaj teh pripomb ali pa pritožb od strank, ne? Mislim, da sem te nekje zasledila na naši spletni strani. Jaz jih dobim iz Slovenije, jih si dobim iz tujine. Vi nimate ene osebe v Sloveniji, ki je pisala meni, ali pa jaz upam, da tudi komorkoli drugem sistemu, da nismo odgovorili. No, to sem pa tudi jaz opazila, vedno odgovorite na čisto vsak mail. Vi osebno odgovorite. Ja, se potrudom, garantirati ne moram, ampak to je cilj. A to kakšna posebna strategija? Odgovarjam vsem, ki mi pišejo pismo oziroma mail? Ja, to často odgovoriš, da te nekaj ne zanima in tako naprej, ampak odgovoriš pač ne. To se vam zdi, da je prav, ne? Ja. Tlele imamo eno tudi vprašanje na spletni strani finance.si, nas tudi spremljajo. In sicer malo tlele debatirajo o vašem kozmodisku. Eni pravijo, da je to čisti placebo, drugi pravijo, da je čisto vse tudi placebo. Važen je, da je pač pomagal. Ne? Kako vi komentirate? Je kozmodisk placebo? Poglejte, ni znanost, ki bi... Jaz sem pripravil dosti nekaj, tudi meni to interpretirali, tudi jaz osebno nisem razumel točno, kaj za kozmodisk. Meni je avtor prikazal kozmodisk kot inovator, ki je bil, da je to bioenergetsko pomagalo. Ne? Jaz bioenergijo nisem verjel. Dali smo ga testirati, na teh testiranjih smo ugotovili, da ljudem subjektivno so ljudje ocenili, da jim pač pomaga.
ker je bilo bistveno, ker je bil rezultat takrat nekih 70 ali 80% ljudi je bilo pozitivnih, pa sem bil skoraj malo še razočaran, ne, pa mi je rekel, ortoped je rekel, po češko, eno stvar si zapomnite, kar je najbolj bistveno pri kozmodisku je, ni važno, zakaj pomaga, ampak kar je najbolj bistveno je to, da nima nobenih stranskih učinkov. Ne. Je pogledajte danes ameriški, kaj je glavna tema danes v ZDA, kako se reče po slovensko, opijati, ne, opijati. Ja, opijati. Dobesedno droge, ne? Dobesedno droge. 20-30% ljudi je zasvojenih s tem, da na ta način ubijajo. Aha, mislite antidepresive? Antidepresive, antiboličinske in tako naprej, različni opijati. Firma, za katero zdaj sem pozabil, je na najbolj težkih družin v Ameriki, 13 milijard ocena vrednost, francoska firma, katero nikoli nismo slišal, je tržiti opijate in cel kup drugih v tem panogi, ne? Raznih painkillerjev in tako naprej. Kakšno je tukaj nekaj, jaz se vsaj eno stvar garantiram, ne, zakaj sem šel v kozmodisk in zakaj sem pa tako težko se odločil za teleshopping. Ker kozmodisk nikomor ni škodil, to je tudi klinično dokazano, ne, nikomor ni škodil in vsakdo je lahko, ki ni bil, ga je lahko preizkusil in pri nekakšna zakonodaja obstajala. Mi smo od prvega dneva leta 92, ko smo se pojavili na trgu, ljudem vrli denar in to povedali, če jim ne bo pomagal. Prav, je pa popolnoma čisto vest. Zdaj pa še placebo efekt na kratko. Kaj je placebo efekt? Vrsta knjig, ki sem jih prebral. Placebo efekt nekateri znanstveniki opisujejo kot to, da človeški organizem ima bistveno več sposobnosti samozdravljanja, ne, kot mi danes se tega zavedamo. V tej zgodovini smo mi pozabili, kako to počnemo, predvsem pa te zadnje naše generacije, ker pač to medicina dela za nas. Ne? Odzdravljena z roko in tako naprej, druge stvari. In zdaj, če ti, in ameriški zdravniki napisal dobro knjigo, če ti sprožiš, spodbudiš sistem, da začne sam sebe zdraviti, ne, in proizvajati določene reakcije, če ga uspeš zbuditi, potem je to placebo. Ne? In ja, včasih je placebo lahko greš pod mrzo tuš, pa recimo rečeš, pa bo nekoga nehal boleti križ, ne? Ali pa nekoga, ja, pa je placebo ali karkoli. Nič ni negativnega v placebo, razen seveda to, če bo zdaj uvrgo zaradi tega neko, boš recimo imel neko bolezen, za katero pač nujno potrebuješ zdravila, pa se boš spet zdravilom, ne? Pa boš potem zaradi tega slabše končal, kot ker nisi uporabljal zdravil, ne? Ki bi dokazano lahko ti pomagala. Ne? Ampak nič ne robe s placebom. To smo pisali enkrat članek o tem, točno to ste mi tudi povedali takrat, ne? In dejansko so tudi... Slab spomin. Ja, ampak niste se mi zlagal, ne? Ponavadi laži pozabijo, ne? Dejansko je tako, da tudi zdravniki opažajo, da ljudje pač pridejo samo pač v želji, da dobijo tisto eno tabletko, ki jih bo pozdravila, ne? Tako da... Poglejva še malo na Facebook, če imamo slučajno kakšno vprašanje. Ja, sin Vilko sprašuje, kaj počnete, da bi se ljudje radi zaposlevali pri vas? Pa dajmo mu še nagrado, polletno naročnino na revijo Moje finance. Hvala za vprašanje. Prva naša skrb je to, da ustvarjamo okolje, v katerem ljudje radi delajo, katerim se dobro počutijo, katerim so stimulirani ne samo finančno, ampak tudi drugače, z vsemi aktivnosti, ki jih počnejo v podjetju, z vsemi aktivnosti, ki jih stimuliramo, da jih ljudje počnejo. Zunaj podjetja mi imamo zelo veliko te socialno odgovornih projektov v podjetju in zelo veliko inovacij na tem področju in to ljudem zelo veliko pomeni. Pomeni tudi zelo veliko, da se lahko izobražujejo dodatno, zelo veliko jim pomeni, da lahko, ker firma raste, lahko tudi imajo možnost za promocijo, možnost za delo v tujini. Ne. To so tisti neki glavni elementi, ki se mi zdi, ki privlačijo mlade, da pridejo k nam, da nimamo problema z pridobivanjem novih kadrov in da tudi tisti, ki so zaradi različnih razlogov odločili, da so šli drugam iskati še boljše priložnosti, nihče od njih ni imel problema dobiti zaposlitev, kot tudi tisti, od katerih včasih smo se morali posloviti zaradi takšnih drugačnih razlogov. Ne. Tudi mi smo imeli krizo in tako naprej. Lahko rečem, da ne poznam nobene osebe iz Studia Moderna, da je ostala brez dela. Ko govorite zdaj o teh stvarih, ki so pomembne vašim zaposlenim, kaj pa plače?
Poglejte, mi smo del trgovine, mislim, da imamo neke normalne plače, da plače so redne. Tu velikokrat je bila kritika klicnih centrov in tako naprej, vendar pa v klicnih centrih je tako. Seveda, če si zdaj samo povprečno ali pa podpovprečen, potem je plača pač tista minimalna, ki je zagarantirana. Tisti, ki so pa pač najboljši, ki pa ustvarjajo zelo velike promete, imajo pa plače več od svojih nadrejenih. Imate vi tudi dobro plačo? Jaz imam solidno plačo, dobro za slovenske razmere. Pogledam, se je kar nekaj vprašanj še pojavili. Gospod Sitar Bojan sprašuje, kako se vaše podjetje sooča z neplačniki. To je tudi zelo v redu vprašanje, tudi vam podarimo moje finance po letno naročnino. Ja, vse bolj prihajajo te časi, predvsem, ko smo seveda mi se večino na srečo imamo direktne prodaje, preko 80%. Je pa seveda tudi vrsta trgovin v teh 21 državah sveta, vzhodne Evrope, kjer so stvari dokaj nepredvidljive, včasih krizne, ali nehaš poslovati, ali poskušaš najti kakšno kompenzacijo, da kak drugačen način, inovativne. Tako da zaenkrat smo to kar uspešno krmali. Še eno vprašanje smo dobili. Marko Tomažin sprašuje, kaj je bila vaša največja šibkost, ko ste začeli s podjetništvom in kako ste se s tem soočili? Šibkosti si imel ogromno, ampak je bila takšna energija in nalet, da smo šli se zdaj kar po zraku preko tega šibkosti. Ja. Srečo sem, da recimo sem v ekipi prvič podjetje začela soproga, partnerica Livija. Drugo je bilo vedno direktor. Jaz dejansko formalno nikoli nisem bil direktor. Daniel Hubman, ki je bil pomočnik, ki je ogromno stvari rešval in vedno smo v timu nekako te šibkosti posameznika. Moja šibkost je to, stvar, ki je to ta tipično menedžersko delo, ta back office, kot se temu reče. Šibkost to, da včasih se prehitro zaletiš kakšno stvar, pa te pa morajo sodelavci nazaj potegniti. To so neke tiste bolj šibke točke, se pravi ta back office, ker sem pa jemu nasrečil vedno ekipo okrog, ki je znala to poskrbeti in zložiti skupaj, kot je bilo pač potrebno, da ni bilo kaosa. Tudi Marko Tomažid prejme polletno naročnino na moje finance. Primož Pavlič pa sprašuje, kako izgleda vaš običajen delovni dan? Običajen delovni dan. Ni nobenega tipičnega dneva, odvisno, kje sem, kje se zbudim. Zjutraj najprej pogledam e-maile, tem si pripraviš nek zajtrk, udrviš v podjetje, se srečaš z vsemi pač problemi, ki tisti dan nastanejo, priložnostmi, ki so, upam, da je več priložnosti v dnevu, kot bo problemov. Dan je tako razbit na približno pol ure ali pa manj. In kar mi je nek bistven izziv največji, kako si bomo v dnevu organizirali vsaj uro pa pol časa za tek. Super. Kaj pa recimo prehranjevanje, kaj jeste? A imate kakšno posebno dieto? Jaz, ko sem doma, zelo enostavno, zjutraj skuham kašo na vodi, tudi brez soli. To običajno odnesem s sabo v službo, pojem kilo jabolk, veliko oreščkov, zvečer pa kakšna salata in kaj lahko kakšna juhca doma, ki pripravijo. Pa imate zelo tak asketski način prehranjevanja? Enostaven. Je pa tako, da pač, ko sem pa na poti, kjer sem pa zelo veliko časa, takrat pa so restauracije in je pač isto, kar restauracije pač ponujejo. A ste mogoče vegetarijanc? Ne, nisem vegetarijan, čeprav tisto, kar imam doma na jedilniku, bi bil dejansko 95% vegetarijanc. Kako pa je v Rusiji, po Ukrajini, tam menda se delajo posli tudi s kakšno vodko? Tega ni več? Ne, tega nikoli pri nas ni bilo, kajti moji kupci so končni kupci, bi moral preč vodk spiti za 1000 in 10 000 kupcev, da bi jih podkupil, da bi kupovali moje izdelke, tega pri nas ni. Pri nas ni vmesnikov, ki bi ti z eno pogodbo rešili posel za 6 mesecev ali pa za leto ali pa par let. In teh kupcev se ne da podkupiti z nobeno vodko, ampak samo z dobro ponudbo. Z dobrimi izdelki. Tako da je vodke in tega. Vodka lahko prije ali pa kak kozarc dobrega vina, norce kratko pač smo dobro kvartal ali pa leto upravili, da kje proslavimo, da pa koga zaradi tega
prepričali, da bo kje z nami sodeloval, tega pa ni. A tečete vsak dan? Vsak dan. Mislim, tako, mogoče 2 dni na mesec. A to na tekaču ali tako malo? Ne, 90% bi rekel je vse zunaj, če je možno, razen če si recimo v Moskvi, tam si v hotelu, ne moraš iti ven. Drugače pa, ko pristavljam v New Yorku, prva stvar, ko je, grem v Central Park. Super. To je najboljš, da se stabiliziraš in prilagodiš tudi časovno. To je mogoče placebo efekt, ampak deluje. Deluje. Imamo še eno zelo zanimivo vprašanje. Žan Keglič sprašuje, na katero izmed zadnjih podjetij, ki jih je kupila Studio Moderna, ste najbolj ponosni? Tudi vam pa damo menedžerja. Hvala za vprašanje. Pračno smo kupili, ko smo imeli pravilno organsko rast, kar se lahko tudi v prihodnje spremeni. Obe podjetji, mislim, zelo ponosno na ličila, ker ima izjemno rast, ker je fantastičen tim. Pred kratkim smo šele kupili Mango na Poljskem in tem je še prezgodaj karkoli govoriti, ne? Ker bomo šele videli, ali bomo lahko na to investicijo ponosni, ali ne bomo mogli biti ponosni. Drugega pa ni, da bi kaj drugega investirali pa kupovali. A mogoče razmišljate o, ne vem, kakšni taki malo bolj nenavadni inovaciji ali pa ne vem, kaj pripravljate zdaj? Samo nenavadne inovacije, samo take inovacije, da se vsi križajo, ko o njih razmišljam. Ne? Katera je tista, poleg Bugifish, tista, ki je bila res, a pa ki bo recimo najbolj odštekana? Ki je zdaj pač najbolj odštekana, ne, ampak takrat je bila, ko sem v njo investiral, je Octaspring, ne? Je vzmet narejena iz pene, za katero sem moral odšteti kar precej denarja. In tudi moji investitorji niso hoteli v to investirati. In nekaj let je trajalo, da smo to postavili na noge. Danes je pa to ena najbolj uspešnih prodajnih ležišč so z Octaspringi. In hkrati prodiramo v letalski sektor, v avtomobilski sektor in še marsikam. Ne. Tako da to je ena tistih bila kar precej rizičnih investicij tveganih, ne, ki pa deluje. A imate kakšno idejo recimo za kakšnega podjetnika oziroma nekoga, ki bi se rad ukvarjal s podjetništvom, kako naj to začne? Oziroma na svet, če mu lahko daste. Ne, poglejte, tukaj ni nobenih blueprintov, da bi recimo rekel, to je pa manual. Največ ljudje se tako zgodili, pač, ker so ljudje pač naleteli na neke težave, probleme, izzive in tako naprej so pač odločili to rešiti, ker vsi ljudje pač korakamo po istem ustaljeni poti naprej, nekdo pa reče, zakaj pa to ponavljali, ne, postavimo drugače. V tem, kar je pač najbolj seveda v tej zadevi, je potrebno to, da se bo srečo, smoš pa biti srečen številnimi napakami. Ne. In tu je najboljš tisto, kar je najboljš recept, ko se s tem srečaš, ker to so tisti krični trenutki, eni grejo čez njih, drugi ne grejo. Ne. Treba se dojeti, da od izvorne ideje, realizacija ideja bo uspešna skozi zelo veliko obliko mutacij te ideje. Ne. Tako je večinoma se zgodi. Ne. In Kasparov je tukaj dal najboljši nasvet, ne, ta psihološki. Je rekel, ko zgubiš igro šaha, moraš narediti 3 stvari. Prvi, analiziraš igro, drugo je, najdeš napako, ki si jo naredil, in tretje, najpomembnejše je, da jo priznaš. Ker mi vedno krivimo druge. Ne? Okolje, 3., 4., 5., 6., ne? Da jo priznaš. In se z njo soočiš in jo rešuješ. Ja, to ponavadi ne maramo početi, ne? Vedno najdemo enega krivca. Ne? To je najlažje. Kako pa vi funkcionirate? A tudi iščete krivca ali tudi priznate, jaz sem pa to naredil narobe? Jaz sem toliko straniral, da pač tega nikoli me neka aroganca ni vodila. Ne? Seveda se pa vedno najprej braniš, da pač poskušaš poiskati vse druge, ampak na koncu moraš biti dovolj pošten. Ne? Vsi smo ljudje, ampak na koncu biti dovolj pošten in si priznati, si naredil napako. In ti si najbolj odgovoren in ti moraš pač to nositi. A je vaše podjetje, a vi obravnavate vaše podjetje kot otroka? Tako dostikrat slišimo, ne, to je pa moj otrok, to pa puste, to ne dotikajte se tega. Ne, to, če
To je popolnoma napačno, ker to je po nekaj zaščitniško, lastniško in tako naprej. Lete, mi smo, tudi če si v današnjem svetu, tudi če si 100% lastnik nečesa, nisi. Vsi danes so in brez tega, da sodeluješ, brez tega, da si del družbe, ne moreš funkcionirati. Pa ne glede si lastnik, kajti če ti ta družba tega ne bo priznala ob vsej količini izbir, ne, ki obstajajo danes, alternativ, če se ne obnašaš odgovorno in tega boste videli vse več, in če se obnašaš kot tipičen lastnik, podjetje ne bo imelo razloga za obstoj. Ne glede, kaj boš delo proizvajal. Vi imate 2 hčerki, ne? Ja. A kaj razmišljate, da bi se priključile Studiu Moderna ali bi šli radi svojo pot? Najprej so vedno izjavljali, da ne bodo delali v Studiu Moderni, tega, ker pač jaz delam, ne marajo delati. Ne. Zdaj pa kar malo zanima, pa pridejo pogledati in na prakso in nekatere stvari vidijo, da so kar zanimive, kreativne, izzivalne in malček jih kdaj potegne. A ste študentki? Študirata. Kaj pa študirata? Ena je študirala psihologijo pa kriminologijo, ker piše knjige, druga je pa na FDV. Zdaj vas moram še to vprašati, to vas sprašuje Vita Cajnko, če bi prodali podjetje za 1 milijardo evrov. O tem nisem razmišljal, ampak pogledajte, vsaka stvar ima svoj začetek, vsaka stvar ima nek konec, nek cikl, nek smisel, neki točki ugotoviš od morda, da je druga ekipa boljša, ki bo peljala na podjetje od ene točke naprej do druge točke. Morda je podjetje prišlo na neko točko, ko lahko spremeni svojo obliko in način rasti, ne. Jaz sem rekel, da sem imel organsko rast in to je tisto, v čemer uživam. Danes podjetje je lahko morda raste tudi drugače, ne? Ker pač ima takšno platformo, odlično izhodišče, tako da je vse možno. Zdaj gledamo v zelo dobro gledanost, se vam mudi mogoče naprej, a ima še čas odgovarjati? Malo še malo časa, ima še na obveznost popoldan, ampak mislim, da ima še čas. Judita Šegula vas sprašuje, koliko dolgo je trajalo od ideje do trenutka, ko ste vedeli, da ste uspeli? Ta trenutek pa... Zakaj? Jaz sem vedno verjel to, da bom uspel, ne? Nekako, da bom najdel neko pot ven. Seveda, na tisti poti je veliko težkih, kritičnih trenutkov in še najbolj kritični trenutek je bil, takrat smo mislili, ko smo bili že on the top, ne? Ko smo imeli 400 milijonov prihodkov, pa sta se nam zrušila in Rusija in Ukrajina hkrati. Tako da nikoli v tem današnjem svetu, seveda, to je kot vožnja kolesa, ne glede kakšna je tvoja hitrost, ne kakšna je tvoja velikost, se ti lahko zruši, pogledajte Nokia, pogledajte vse, ne? Danes se tako hitro spreminjajo, da je zadovoljen si, da pač si nekaj uspel, ampak to ti prenaša spet neko novo in negotovost in nek nov izziv, kam pa zdaj naprej, ne. Tako da se to sam ciklično ponavlja, samo v nekih večjih obsegih, ne. Zelo vesel sem bil, ko sem videl, da pač Kozmodisk se prodaja, da je to možno narediti z tega nekaj, pa smo skoraj propadli po 3 mesecih, a veste. Že po 3 mesecih je bilo. To pa nismo vedeli, da ste skoraj propadli. Ja, zelo enostavno, recimo, mi smo šli aprila 92 ven na televizijo s Kozmodiskom. Kozmodisk se je pokrival na televiziji, ne. Tisto, kar smo pač, tisto, kar smo prodali, smo lahko plačali se naše obveznosti, predvsem medijske so bile največje. Julija, avgusta smo malo prenehali z oglaševanjem, ker takrat so topli meseci, ljudje smo dopustili gledati televizijo in niso gledali veliko televizije in pa tudi seveda meni je bolečin v križu, se več rekreirajo, tudi klima dobro vpliva na počutje ljudi. Smo šli nazaj septembra s polnim oglaševanjem in je bil totalen flop. Smo meni prodali kot avgusta, ko nismo imeli nobenega oglaševanja. Kot se je rekel, nismo imeli nobenega velike rezerve od zadaj in nismo imeli bomo ali ne bomo, ni bilo že denarja za televizijo. In kaj smo se obrnili? Obrnili smo se na naše kupce. Izdali smo časopis, prosili smo kupce, če bi priporočali naš izdelek. Nagradili smo jih to z bonom 20% od prodaje Kozmodiska, ki so ga lahko vnočili v Mercatorju in to nas je čudežno rešili in da smo prebrodili to kritično obdobje. Potem smo šli bolj oglaševanje v dnevniku, bistveno več kot na televiziji in tako naprej, ne. Tako da vedno pridejo presenečenja, so vedno bila, kot misliš, da si že uspel, pa da imaš čarobno formulo, se kar nekaj spremeni. Ampak seveda, če se ne daš, ne, običajno najdeš pot. Pač imaš ta pravo stvar. Kdaj pa ste zaslužil 1 milijon in kaj ste naredili s tem? To me nekaj vprašal.
ne vem. Mislim, kaj je to milijon prometa, ne vem. Ne, milijon evrov. Dobička. Denarja se nikoli ne vzel v žep, tako da, mislim, ne vem. To sem ravno vprašala enega od teh kriptomilionarjev, je rekel, pri 27 letih kupil sem si Teslo. Jaz sem vedno, kar se avtomobilov, jaz nikoli ne meni to gnar, pogledajte, jaz sem vedno vozil avtomobile od svojih kolegov. Kolega je bil partner, je bil mahnjen, da ima nov avto, po 2 letih smo vzel njegovega, on si je kupil. Ni me to nikoli. Nisem se ne spomnim, ni to neka moja obsesija, karkoli bilo, da bi si to nek pomen dogodek. Ker vse, denar je bil vedno podjetju. Denar je bil vedno podjetju. A ste se daj rekel, zdaj pa tega dovolj, se hočemo upokojiti in iti nekam na toplo? Ne, ker pogledajte, to je hobi, vse to ni danes več, da pač kopleš v nekem rudniku premog in ko mi čakaš, boš nekaj to delati. To, kar mi delamo, je vidno v Ameriki, 90 let stare ljudi, recimo človek je milijarder, prodaja mi peno, recimo, on je na e-mailu z mano, ko sem njegov mečken kupec. Ampak uživa v tem, uživa v inovacijah in tako naprej, ni še vedno e-mailu, to je pač nek hobi, neka dejavnost, se to neko suženstvo. Imamo še eno vprašanje od Žan Kegliča. Kolikokrat na leto si privoščite dopust in v kakšni obliki? Lahko takrat povsem izklopite poslovne zadeve. Ja. Pri dopustu imam eno pravilo, ki se zdaj malček skrajšuje, ampak ko so bile hčerke v osnovni šoli, smo šli vedno vsake šolske počitnice, smo si vzeli prosto. Za Američane je bil to greh, to je nepredstavljivo. Ampak, če si delo organiziraš, kaj sem naredil? Vzel sem koledar. Septembra, ko so dobile razpored za šolske počitnice, sem to unesel v koledar, tisti teden ni obstajal. In smo šli na dopust. Polet 3 tedne in potem vsake šolske počitnice. To je zelo veliko, bogato, kar se dopusta tiče. Ampak seveda, ko sem na dopustu, sem pa zjutraj zvečer, najmanj kar je bilo, sem vedno pregledal pošto. To pa nikoli si sem popolnoma odklopil, vedno sem v kontaktu, je pa res, da ko sem na dopustu, me tudi zaposleni vedo, da sem na dopustu in če ni nujno, me ne kličejo in ne obremenjujejo. A se doma veliko posla pogovarjate? Ne, zelo malo. Ker doma smo mali in tiskak čas porisi za kakovost. Poskušam biti doma za vikend, če nisem v Ameriki, če nisem v Aziji, sem za vikend. Med tednom pa pač včeraj sem nekam šel prej popoldan domov in se recimo tako zgodilo, da sem prišel v polnoči domov. Samo ne moreš predvidevati. V smislu, dan je zelo dober, da bom prišel 4 dan, sem malo prej, pa bom še kaj po e-mailu doma naredil. Jak se je tako zavrtelo vse skupaj, da so prišli 2 nepredvidne poslovne večerje, šel sem na Pop TV, kamor me je Slak povabil ob enih 2-3 popoldan in se ti se moraš prilagoditi. Kaj pa žena prav na vaš uspeh oziroma na to, da ste na lestvici na drugem mestu? Vse sva skupaj ustvarila, ona je bila prva direktorica podjetja, sam potem se je pač odločila, se malo bolj posvetila družini in prepustila meni to. A kaj komentirala, je rekla kaj? Ona bi zdaj dobila, da me ni nikjer, ne v javnosti, ne pač družina tega ne mara. Se vidite, se mi v rumenih medijih pa teh nismo nikjer in družina se ne želi izpostavljati, ne želi nikjer biti. Imamo še eno vprašanje. Sitar Bojan sprašuje, boste v podjetje spustili kdaj tuj kapital? Zdaj sem ga že. Ste ga že, ne? Jaz sem pustil tuj kapital, jaz sem spustil noter... Imate 45%, ne? Formalno imam 54%, se mi zdi. Mislim, ja. Tako da to je bilo pametno, kajti ko je bila finančna kriza v Rusiji in Ukrajini, mislim, da brez tujega kapitala takrat bi težko speljali. Brez njih. In njihovega know-howa in finančnega zaledja in infrastruktura in tako naprej bi jaz to osebno težko speljal. Kako pa zdaj handlate te odnose s partnerji? Imate kakšne konflikte? Se vse da lepo normalno zmeniti? Poglejte, treba se zmeniti, treba je najti rešitev, kajti danes je vsako kar šlo, bo rekel, egocentrizem, egoizem, emocionalnost, nespametnost sta predraga, to ni časa. In moraš biti pragmatičen in najti pač rešitve, ki so najboljše za podjetje. Kajti to potem tudi za tebe osebno, dolgoročno se najboljše izide, če stvar spelješ.
Zdaj, skladi so že 7 let v vašem podjetju, ponavadi pridejo, zrihtajo in grejo. Skladi nič ne zrihtajo, ker skladi sam pridejo, investirajo, s tem pomagajo, pač, da podjetje morda še kaj raste. Potem pa gredo, pogledajte, mi smo imeli, to bi se zgodilo verjetno že, ampak smo imeli vmes neko krizo in smo morali pač pokazati, da iz te krize lahko pridemo ven in da to pač krizo, da to pot naprej lahko solidno nadaljujemo. In zdaj približno je to obdobje, kjer smo mi dokazali, da pač je bil to nek test, to je bil nek test, kaj podjetje lahko prenese in da lahko naprej uspešno posluje, smo dokazali in verjetno bodo skladi razmišljali o tem, kako bodo kapitalizirali svoje naložbe. In takrat boste tudi vi pripravljeni za akcijo? Ni druge, ne? Ja, vse je odvisno od kaj bo in kako, praviloma ja. Kako se pa vidite tako čez recimo 10, 15, 20 let? Kje boste? Upam še naprej v kakih norih projektih. Pa želel bi si, da mislim, da zdaj počas prihaja čas, da bi se veliko bolj ukvarjal, sicer se že, jaz cirka 50 do 100 ur na leto namenim izobraževanju, deljenju svojega znanja z mlajšimi generacijami, s podjetniki, ki se kar precej na mene obnašajo preko inštitucij, preko fakultet, ampak ogromno priložnost, ker vidim, se pravim, je to v tem tako socialnem podjetništvu in to je nova stvar, ki se odpira in tu smo kar precej zametkov imamo že v Sloveniji, ki se tudi proučujejo in to je neka nova poslovna priložnost, neka nova filozofija in tu se veliko bolj vidim. Bil sem stvarni tega potrošništva, ta potrošništvo umira, pojavljajo se nove priložnosti in tu je treba zdaj poiskati neke nove formule, kako bomo kot družba delovali in funkcionirali. Odgovoriva na še eno zadnje vprašanje in sicer Nejc van der Pajk sprašuje, v katerem segmentu izdelkov vidite največji potencial za rast v naslednjih 5 do 10 letih? Vse tisto, kar vidim danes, je povezano s tem, kako bo ekološko sprejemljivo in kako bo tudi družbeno odgovorno. To je ključna stvar. Kako bomo mi vse to se bo morali skozi to preslijo spremeniti. Jaz danes, ko sem pač z svojim Octospringom, tudi v B2B, se pravi, z letalsko industrijo, z ladilniško, z vsemi temi. Danes, če nimaš dobre, močne zgodbe, kako imaš ti ekološko, to je izdelek bolj napredno zasnovan, sploh ne priješ k največjim brendom več zraven. To je ključ uspeha. In te formule tukaj bomo morali poiskati, kako bodo podjetja. Podjetja se bodo raziskovala ne po tem, kaj je prodajala. Danes vsak lahko prodaja vse, nič več ni omitev, kar sicer proizvesti. Vprašanje bo, kdo bo lahko bolj družbeno in okoljsko odgovorno funkcioniral in živel dejansko tako, kot tudi govori. Danes se ne mora več skrivati za ničemer. Danes smo vsi goli. V internetnem svetu ni skrivnosti. Nobenih. Ne naših finančnih, kot zdaj vidimo, in to so pisali knjige že pred leti, naši zdravstveni kartoni, naše življenje, vse to je transparentno. In pač tako je treba živeti. In v to si treba se vklopiti, ali pa se pač nekam skriješ po Robinsonsko, ampak ni več te skrivalnice. Vse, kar bo naravnano, družbeno odgovorno, vse, kar bo socialno, in tu je blazen prostor, ki se odpira. In tudi Slovenija je na tem, ima kot družba, ima kot tradicija iz preteklosti, imamo veliko izkušenj z zadrugami, z vsem tem, to je izjemno bogatstvo, ki ga je treba aktivirati, kaj ti svet bo začel funkcionirati drugače. Ali bomo šli pa v suženostništvo, dobesedno. Ali bomo pa vsi priklopljeni na 4 velike mašine, sprav, kot jim pravi Amerik, Genko 4, Amazon, Google, Facebook, Apple, ki bodo pač vladale se naše življenje, bomo samo tam neki algoritmi znotraj tega. A mislite, da bodo prišli roboti in zavzeli naša življenja oziroma Ne, prišli bojo čipi. Čipi, se to že nekaj prakticirajo. Ki so že vgrajeni danes v Ameriki, že imate pač ljudje, ki imajo že vgrajene čipe. Mislim, da sem to videla v Indiji, da so že vgradili čipe in ali te zdravijo, ali te spremljajo in tako naprej. Del brez teh ljudi, ki danes recimo v Ameriki so v Kaliforniji, da jih sledijo in tako naprej pravijo, pa s tem namenom imajo že čipe. Zdaj imamo še nekaj vprašanj, ne vem, bova na hitro odgovorila, imamo še čas? Predolgo odgovarjam. Ne, super odgovarjate, samo tale vprašanje je zelo zanimiv. Matjaž Jarc sprašuje, kolikšen odstotek namenite digitalnemu marketingu, Facebooku, Instagramu? Ja, vse več, kljub temu, da je televizija še vedno dominantna, ampak vse več namenjamo, vendar
digitalno oglaševanje še nima tistega učinka, kot ga ima televizija na druge kanale prodajne. Se pravi, digitalno oglaševanje ima dober učinek na samo prodajo v online. Ne. Poskušamo pa tudi, da bi lahko, to se že dogaja, ampak še vedno premajhnem obsegu, da bi tudi preko digitalnega oglaševanja pripeljali ljudi v naše trgovine, v druge prodajne kanale. Narašča pa hitro. Še tole deva, če bi lahko zaposlili samo eno osebo, bi se odločili za inovatorja ali prodajnika? Prodajnika. Danes poslujem, da je prodajnika. Inovacij je ogromno. Danes ni svet, ni pomankanja več pri inovacijah. Inovacije je več, kot jih potrebujemo trenutno. Vprašanje je, kako jih znamo prodati in ali jih znamo prodati. Ali znamo ljudi prepričati, da že nekaj novega rabijo ali ne. Jaz mislim, da je to, ne? Najlepša hvala, da ste prišli. Ja, veselilo. Hvala za vabilo. Hvala tudi vam, da ste bili z nami. Se vidimo čez 14 dni. Ne pozabite, novi menedžer je zunaj, prav tako moje finance izidejo 15. novembra. Naročite se lahko prek naročnine avnafinance.si. Se vidimo čez 14 dni. Okay. Nisem na Facebooku, kje sem lahko to pogledal? To smo... Na Facebooku, ja. Ne, drugače smo predvajali... Obšel hčerki, če bo spustila gor. Ja. Prek financ smo tudi predvajali.